Svetniki o novih avtobusih in evropskem denarju. Za manj nasilja, več sodelovanja med ustanovami. Odprli vrata slovenskih kulturnih ustanov. Prešeren dober večer želim. Danes je ta veseli dan kulture in zato je prav, da kulturo, ki je sicer proti koncu našega dnevnika, umestimo kar na začetek. 3. december je rojstni dan pesnika Franceta Prešerna in že tradicionalno, že 13. smo ga počastili z bogatimi kulturnimi prireditvami. Številni hrami kulture so na stežaj odprli svoja vrata in pripravili brezplačne predstave, koncerte, predavanja, delavnice in razstave. Naša novinarska snemalna ekipa se je podala na Ptuj, natančneje v novo razstavišče Vzhodni stolp konjušnice tik pod znamenitim Ptujskim gradom. Tam so namreč odprli didaktično razstavo Pohištvo. Pohištvo z bogatim okrasjem, doslej skrito v ptujskih depojih, obiskovalce opozarja na danes premalo cenjeno mizarsko ustvarjanje. Želeli smo z didaktično razstavo pokazati na različne krasilne tehnike pohištvenih kosov, na različne načine izdelovanja pohištva. Na ogled so postavili med drugim urno ohišje ter drobne predmete za dame in gospode. Posebej ponosni so, da jim je uspelo razstavo pripraviti v doslej neobljudenem vzhodnem stolpu konjušnice. Smo zopet z minimalnimi državnimi sredstvi, predvsem pa svojim denarjem, znanjem, delom stolp usposobili. In zdaj smo pridobili dva imenitna prostora. Prireditve na ta veseli dan kulture so v najstarejšem slovenskem pokrajinskem muzeju, ki letos praznuje 120 let obstoja, povsem brezplačne. Tako kot bo mogoče v Ptujski knjižnici Drevi brezplačno prisluhniti pravljicam za odrasle. Ko začnejo pravljico poslušati, pa pri večini odraslih naletimo na velika ušesa, na odprto srce in na krasne spomine na tista otroška brezskrbna leta. In vedno znova se odrasli čudijo, da je še v najpreprostejši ljudski pripovedi toliko modrosti. Knjiga, ki jo danes poznamo kot knjigo, bo svoj draž obdržala ne samo pri nas, ki smo nekako za to obliko knjige kot otroci odraščali, ampak tudi pri mladih. Ptujska knjižnica ima 330 tisoč enot gradiva, letno pa jo obišče okoli 160 tisoč bralcev, ki si izposodijo več kot 1 milijon knjig. V mariborskem lutkovnem gledališču je na pobudo japonskega režiserja in snovalca lutk Noriyuki Asave zaživel prav poseben projekt imenovan Studio Mama. V vlogi igralcev lutkarjev se namreč predstavlja kaj nekaj več kot 10 mamic in babic, ki so skupaj z režiserjem spoznavale, kako nastane čisto prava lutkovna predstava. Izbrali so 3 pravljice Grima in Andersena, mi pa smo jih ujeli med uprizarjanjem Kraljične na zrno graha. Na hitro se pomudimo še v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru, kjer prav zdaj odpirajo razstavo Fabrika Mariborska livarna Maribor. Gre za še enega v nizu projektov, s katerimi se v muzeju spominjajo bližnje preteklosti našega nekoč gospodarsko zelo razvitega mesta, hkrati pa obujajo duh industrijske dediščine. Maribor je bil nekoč mesto dimnikov. Njegov tempo in življenje so zaznamovale tovarne. Mariborsko livarno sta leta 1924 ustanovila brata iz Avstrije, Jozef in Hans Bill, a usoda tovarne ostaja podobna usodi številnih mariborskih podjetij, ki so dočakale bridek konec. Pred 2 letoma smo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor prevzeli eno veliko zbirko, del katere vidite tudi za menoj. Že takrat smo začeli razmišljati o tem, da bi bilo lepo in prav, da postavimo razstavo o tej tovarni. Glede na dogodke letošnjega leta pa se nam je zdelo, da je sedaj res pravi čas. Obiskovalec lahko v 5 sobah spremlja zgodbo tovarne od njenih začetkov pa do danes. Na ogled so fotografije, časopisni članki in proizvodi. Livarna pa ni dajala le dela, bila je način življenja. Prav osebne zgodbe in anekdote delavcev so rdeča nit razstave. Pomembno se mi zdi, da so bili delavci nekoč dosti bolj povezani, kot je to danes. Družili so se v prostem času, niso bili samo sodelavci, bili so prijatelji, skupaj so dopustovali, skupaj so praznovali. Čeprav razstava v spredje postavlja še eno žalostno zgodbo, pa sta avtorici vanjo želeli vplesti srečen konec. V zaključni fazi se predstavljajo danes uspešna podjetja. Smo povabili k sodelovanju podjetja, ki pa danes delajo in uspevajo v našem mestu. Veliko večina poslujejo za tujino, za svoj sedež pa so izbrala naše mesto in zaposlujejo tudi veliko število ljudi.
Razstava, ki jo je pomembno sooblikoval tudi nekdani delavec Anton Korošec, bo na ogled do avgusta prihodnjega leta. In zdaj k mariborskim mestnim svetnikom, ki so parcelo na Ruški cesti, predvideno za gradnjo kulturnega središča Maks, umaknili seznama javne infrastrukture na področju kulture. Mestni svetniki so sinoči imeli sejo, s posebno izjavo pa so se uprli vladnim načrtom po spremembi pravil za pridobivanje preostalih sredstev iz kohezijskih skladov. Potrdili pa so namero o nakupu novih ekoloških avtobusov in sprejeli načrt trajnostne mobilnosti v mestu. Da se ne strinjajo s spremembo pravil za črpanje preostanka denarja iz kohezijskega sklada v iztekajoči se finančni perspektivi, so svetniki izrazili s sprejemom izjave, ki jo bodo poslali na vlado. Ta je namreč odločila, da bo preostanek denarja te perspektive možno pridobiti po pravilih prihodnje. Ker so nekdanja in nova pravila popolnoma nasprotujoča, se bodo lahko za črpanje preostanka denarja prijavili le tisti, ki so imeli notranje informacije. Očitki so tako leteli predvsem na ljubljansko občino. To zdaj spreminjaš pravila igre na koncu. Offside zaenkrat več ne velja. Do zdaj pa so ga vedno sodili. In tisti, ki to ve, da gol, v tem primeru pobere denar. Imamo kar nekaj projektov pripravljenih, zdaj pa bomo videli, kako bo ta naš protest zalegel, oziroma mislim tudi drugih županov. Maribor bi namreč lahko po starih pravilih počrpal še od 7 do 8 milijonov kohezijskih razvojnih sredstev. Sicer pa mesto v kratkem čaka nakup 16 novih mestnih avtobusov, za katere še uradno ni odločeno, ali bodo električni, plinski ali dizelski. Definitivno trenutno za Maribor je primerno vse, samo da je novo, da je tehnično dovršeno, da je okoljsko sprejemljivo, da je klimatizirano. Vsekakor si pa želimo avtobuse, ki bodo stroškovno učinkoviti. Pomembno je to, da je vedno bolj realno, da bo državna subvencija pri tej celi zadevi. Ne ve se še točno, ali je to 100%, ali 90%, ali je to 80% ali 85%. Svetniki so potrdili tudi celostno prometno strategijo in načrt mobilnosti za mesto, ter spremenili odlok o prostorskih ureditvah za podeželje, ki bo bolj liberaren, omogočil pa bo predvsem legalizacijo majhnih montažnih objektov ob vrtičkih. Sklepom mestnega sveta pa je dokončno preklicana načrtovana gradnja kulturnega središča Maks na Ruški cesti. O tem, kaj bo zraslo iz globoke jame, se je pred dnevi župan pogovarjal z investitorjem, a načrti zaenkrat ostajajo skrivnost. To je zdaj čisto že poslovna zadeva, ki se odvija in mislim, da bomo v kratkem imeli tako vse stvari podpisane, da jo bomo tudi obvestili javnost. Župan je bil skrivnosten tudi o podrobnostih minulega občinskega obiska na Kitajskem. Zatrdil je le, da je bil obisk zelo uspešen, jutri pa naj bi bilo znanih tudi nekaj podrobnosti. Včeraj smo poročali, da se v mariborskem domu Danice Vogrinec znova zapleta pri imenovanju direktorja. Marku Slaviču, ki je po 2 mandatih zadnje leto dom vodil kot vršilec dolžnosti direktorja, se je namreč danes iztekel mandat. Septembra letos se je znova potegoval za ta položaj. Podporo pa sta mu izrekla svet zavoda in lokalna skupnost, ne pa tudi resorno ministrstvo. Tam so še včeraj vztrajali, da bodo z izdajo soglasja počakali do zaključka postopka, ki ga v domu vodi inšpektorat za delo. Danes pa smo izvedeli, da je ministrstvo Slaviču le izdalo soglasje, kar pomeni, da jutri nastopi nov direktorski mandat. Albin Turk ostaja na čelu mariborskih lekarn. Člani sveta zavoda so ga na današnji skupščini soglasno potrdili za novega direktorja. Prevzema pa tudi ključno vlogo pri reševanju Farmadenta, kjer bo prokurist, in prezadolženega Marifarma, kjer bo do marca opravljal direktorsko funkcijo. Albin Turk se je maja letos kot vršilec dolžnosti direktorja povzpel na čelo mariborskih lekarn. Prihodnjih 5 let ostaja na direktorskem stolu. Saj z mojega vidika smiselno, da delo, ki sem ga začel, tudi nadaljujem, da ga ne prekinem po pol leta. A to še ni vse. Turk bo začasno vodil tudi Marifarm, kjer je dosedanji direktorici Brigiti Brumen potekel mandat. V Farmadentu pa bo upravljal delo prokurista. Za obe funkcije bo dobil približno 2500 evrov mesečne bruto nagrade. Zagotovo en dodatek k tej plači mora imeti, mi ne moramo mu samo nalagati dela, dodatnih sklepov. Na čelu Marifarma bo do konca marca, ko naj bi imenovali novega direktorja. Neuradno naj bi bil med kandidati tudi njegov prijatelj, nekdanji direktor Palome Darko Bračič. Bila je pač govor, predstavitev in ni bil edini kandidat, ki bi naj bil, in gospod Bračič, ne vem, če bo imenovan na to delovno mesto.
Današnjo sejo bodo sicer nadaljevali predvidoma januarja, ko naj bi bili znani tudi izsledki revizije poslovanja v prezadolženem Marifarmu. Do konca marca pa namerava vodstvo sprejeti odločitev o nadaljnji usodi podjetja. Po septembrski obsodbi 7 protestnikov, priprtih na 3. mariborski vstaji, bo epilog dobil še pregon zoper drugo skupino protestnikov. Tožilec je zoper 3 vstajnike vložil obtožni predlog na okrajno sodišče, pri nekaterih pa je odstopil od pregona. Kot je znano, je bilo po 3. mariborski vstaji decembra lani kazensko ovadenih 28 protestnikov. In ko smo že pri tistih, ki so lani vzklikali gotov si, še kulturni intermezzo. V Udarniku bo nocoj ob 19. premiera novega videospota in singla Gotov sen, also known as Gotov si, kantavtorja Jerryja Mažgona. Za ljubljanskega župana Zorana Jankovića je odstop senata Komisije za preprečevanje korupcije nerazumljiv in ga tudi ne odobrava. Po njegovem mnenju je komisija potrebna, a bi morali zakone spremeniti tako, da bi imela večjo odgovornost. Zavezanci pa možnost pravnega varstva ob mnenjih komisije. Ob tem trdi, da na mestni občini Ljubljana korupcije ni. In kaj je bilo danes pri nas še na dnevnem redu, na vrsti so Slovenske novice. Okrajno sodišče v Ljubljani je odločilo, da bo moral nekdanji predsednik vlade Anton Rop plačati 10 000 evrov kazni zaradi izdaje tajnih podatkov. Kot poroča časnik Dnevnik, je sodišče Ropa spoznalo za krivega, ker je nekdanjemu novinarju televizije Slovenija Vladimirju Vodušku pred 6 leti povedal, da Sova v skladu z zakonom spremlja nekatere incidente in premike v sosednjih državah. Rop je že napovedal pritožbo. Velike družine in invalidi bodo upravičeni do povračila višjih stroškov za nakup dražjih vinjet za vozila, katerih višina nad prvo osjo znaša več kot 130 cm. Vinjeta za ta vozila pa stane 220 evrov. Po dogovoru Ministrstva za infrastrukturo in združenja Družinska pobuda naj bi upravičenci dobili povrnjenih 110 evrov. Mednarodna raziskava PISA 2012 je pokazala, da so slovenski 15-letniki v matematični in naravoslovni pismenosti boljši od povprečja vrstnikov iz držav OECD. Slabši od povprečja pa so v bralni pismenosti. Po besedah ministra za izobraževanje Jerneja Pikala, rezultati kažejo, da smo med 20 najboljšimi državami na svetu, a treba bo še veliko delati. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Krvodajalcev je za zdaj še dovolj, prav posebej pa so v Mariboru ponosni na tiste, ki so kri darovali 100 in večkrat. Med njimi so tudi Zlatko Polak, Đorđe Gorbaj in Vladimir Gorza. V Zlati knjigi najprizadevnejših krvodajalcev je tako že zapisana številka 146. Pomagati sočloveku je že 43 let vodilo Vladimirja Gorze, ki je to človekoljubno dejanje prvič opravil leta 1969 v Mariboru. Veliko ljudi dolguje svoje življenje posameznikom, ki jih ne bodo nikoli srečali. Tako je tudi današnji 100-kratnik hvaležen tistim, ki so pomagali njegovi mami. Mama je prej potrebovala enkrat in potem sem se tudi jaz odločil, da bom pomagal drugim. Tudi Zlatka Polaka k temu humanemu dejanju vodi predvsem želja, da pomaga drugim. Prvič je kri daroval med služenjem vojaškega roka. Takrat smo dali zaradi tega, da bi šli prej domov. Po vojski pa je potem drugače, to je bolj že bilo humanitarno. Da je zelo aktualno pravzaprav darovanje tudi kri v Avstriji. Se vam zdi prav, da je to plačljivo? Ne bi dal za denar krvi, to pa ne bi dal. Poznam pa take, ki hodijo, samo očitno hodijo zaradi denarja. Takole pa je gospod Gorbaj tudi 100-tič sedel na stol, čeprav je v začetku imel velik strah pred iglo. Res mi je bilo slabo, da Švic taki se ima, da te pa kad sem išel na Malcu, Kranjska rekel izdrže, dajte mu največjo Kranjsko. I od onda sam se navadio, pa mislim, pomagam ljudima i tak je to. In vsi trije slavljenci so poudarili, da se njihovo človekoljubno delo ne končuje, saj bodo kri darovali, dokler jim bo to dopuščalo zdravje. Tisti 100-kratniki so današnji dan naredili še nekoliko svečanim. Veliko kapljic je steklo iz njihovih žil, veliko bolnikov je tistih, katerim so pomagali.
Ob tem pa predstojnica še poudarja, da so ob 100-kratnikih, ki so zapisani v Zlato knjigo, zelo veseli tudi mladih krvodajalcev, ki gredo po njihovih stopinjah. V mariborskem kliničnem centru namreč dnevno potrebujejo v povprečju od 40 do 50 enot krvi, kar je približno toliko krvi, kot je daruje najmanj 15 krvodajalcev. Kulturo na tem običajnem mestu tokrat izpuščamo, ker je bila v uvodni vlogi. Zato kar športnikom oziroma športnicam. V prvi ženski odbojkarski ligi so odigrali 8 krogov, oziroma se ekipe že začele igrati povratne tekme. Žreb je poskrbel, da sta za vodilnima ekipama tekmovanja, Formisom in Kemo iz Pucancev, že obe medsebojni tekmi. Igralke v temno-modro-oranžnih dresih, ki so hkrati vodilne v državnem prvenstvu, so po zmagi v prvem krogu z 1:3 še v drugo ugnali odbojkarici iz Pucancev. Vendar jim je šlo pred domačim občinstvom nekoliko težje, saj so za zmago potrebovale 5 nizov. Bi rekla, da je mogoče tu bilo več nihanj zaradi nekih pričakovanj. Vsi pričakujejo, da bo to nova zmaga, nove 3 točke in publika. Vseeno smo malo bile tako. Težko je bilo, moram povedati. Dobri 2 uri je pred bučnim občinstvom trajala tekma, s katero so se Hočanke še nekoliko bolj utrdile na prvem mestu, saj so za zmago prejele 2, odbojkarice iz Pucancev pa za 2 osvojena niza 1 točko. Da bo zmaga ostala doma, je nakazal začetek 5. niza, v katerem so zmagovalke tekme povedle s 5:0. 5. set je zelo kratek in moraš od začetka stisniti zobe in takrat smo ravno naredile 3 nepotrebne napake na sprejemu in hitro se nam je to negativno poznalo na igri potem naprej. Ob odličnem izkupičku v državnem prvenstvu, v katerem so izgubile le enkrat, imajo odbojkarice Formisa priložnost, da se v slovenskem pokalnem tekmovanju uvrstijo na zaključni turnir. Prvo četrtfinalno tekmo proti Aliansi, ki jih je edina premagala v državnem prvenstvu, so v Šempetru dobile z 0:3. Napredovanje med 4 najboljše ekipe bodo začele potrjevati nocoj v Hočah ob 20. uri. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Catherine Ashton je danes napovedala, da bo nov krog pogajanj med Beogradom in Prištino 5. decembra v Bruslju. Hkrati je pohvalila izvedbo drugega kroga lokalnih volitev na Kosovu, ki je bil v nedeljo, in volivcem čestitala za udeležbo. In kaj je še novega na mednarodni sceni, podrobnosti sledijo. Okrožno sodišče v Moskvi je razsodilo, da so plesalec Pavel Dmitričenko in še 2 moška odgovorni za napad na umetniškega vodjo baleta Bolšoj teater Sergeja Filina. 42-letnega Filina, nekdanjega vrhunskega plesalca, so januarja letos po obrazu polili žvepleno kislino. Tožilstvo za Dmitričenka, ki je vpletenost v napad priznal, zahteva 9-letno zaporno kazen. Na tisoče Ukrajincev pred poslopjem parlamenta v Kijevu še naprej zahteva takojšen odstop vlade in predsednika Viktorja Janukoviča. O nezaupnici vladi bodo poslanci na zahtevo opozicije glasovali danes. Vlada premierja Azarova, ki je z zavrnitvijo podpisa pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo pred 2 tednoma sprožila množične proteste, pa bo zaupnico po mnenju analitikov dobila. Več tisoč tajskih opozicijskih protestnikov je danes v prestolnici Bangkok neovirano vstopilo v sedež tajske vlade. Policija je predtem sporočila, da protestnikov, katerih namen je doseči odstop tajske premierke, ne bo ovirala. Protestniki so vstopili tudi v sedež policije v Bangkoku, ker so se z njimi rokovali policisti. Protestniki so vstopili v vladno stavbo, ko je policija predtem sporočila, da ne bo več varovala stavbe. Še v ponedeljek so stavbo varovali s solzivcem, gumijastimi izstrelki in vodnim topom. Iz Venezuele znova poročajo o izpadu električne energije. Gre za drugi električni mrk v državi v zadnjih 3 mesecih, potem ko je v začetku septembra brez električne energije ostalo več kot 70% države. Izpad je trajal nekaj ur, povzročil pa je pravi prometni kaos. Venezuelski predsednik je električni mrk znova označil za sabotažo njegovih političnih nasprotnikov. V Hongkongu so potrdili prvi primer okužbe z novim virusom ptičje gripe H7N9. Z virusom, za katerega ni dokazal, da se prenaša z človeka na človeka, je okužena 36-letna delavka, ki je v kritičnem stanju. Virus H7N9 se je na Kitajskem pojavil v začetku leta, do zdaj pa se je z njim okužilo 139 ljudi, 45 pa jih je za posledicami okužbe umrlo.
Pravkar so se prižgale praznične lučke v Mariboru, najstarejše slovensko mesto Ptuj pa je v lučkah zablestelo že včeraj. V številnih krajih in mestih po Sloveniji pripravljajo več prireditev, sejmov in okrasitev, s katerimi se začenja praznični december. Pridne otroke pa bo kmalu obiskal tudi Sveti Miklavž. In kaj nas čaka pri vremenu? Jutri bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti Slovenije dopoldne megleno, ponekod lahko tudi večino dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, najvišje dnevne pa od 2 do 7. Na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa bo predvsem zjutraj in del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja. V petek se bo oblačnost povečala, ponekod bodo prehodno možne rahle, kratkotrajne padavine. Ta veselodnevniški dnevnik je tako pri koncu. Morda še ujamete nekaj verzov poezije Zdravka Kokija Kokanoviča v literarni hiši Maribor. O literarni sceni v 80-ih pa bodo na literarnem večeru MKC Črke v umetnostni galeriji ob 19. med drugim spregovorili Dragan Potočnik, Borut Gombač in Marjan Pungartnik. Če pa ste na poti v Ljubljano, se ustavite v Nuku, kjer naš someščan, galerist in založnik Primož Premzl skupaj s Andijem Sitarjem pripravlja razstavo o Hermanu Potočniku Nordungu. Izkoristite večer za polet v vesolje kulture in srečno pot. Nasvidenje.